če govorimo, da je alkohol srce Slovenije, to je super. Alkohol je to res srce Slovenije. O tem ste govorili, gospod Poglajen. Vse vaše razmišljanje konča v mejah, rekel, Ljubljane in urbanega okolja. Mi na podeželju pa naj se znajdemo, kakor se bomo znajdli. In kot je že kolega Mahnič povedal, ta zakon je škodljiv, zelo škodljiv. Škoduje družbenemu življenju na podeželju, škoduje tudi vsem tistim, ki želijo, da bi se to družbeno življenje še naprej razvijalo in da bi se ohranilo. Kajti ne pozabite, srce Slovenije je na podeželju, ne pa v Ljubljani. O tem ste govorili, gospod Poglajen. Jaz sicer vem, ti vaši nastopi na učeni so res izjemni. Jaz mislim, da to bo zgodovina pisala. Druga stvar, ki bi jo pa želela povedati in zaradi česa sem se pravzaprav oglasila, je pa to, da torej, ko govorimo o tem, ne govorimo o drugem. Govorili ste o Romih. Ja, prihajam iz tega območja, kjer so Romi, seveda, težave so z njimi, težave so tudi z unimi na drugi strani, da smo pri tem. In nekaj vam bom povedala. Za razliko od vas, ki sedite tule, pa blebečete ure in ure neumnosti in nimate pojma. Recimo gospod Reberšek se zelo dobro spozna na romsko problematiko. Roma je videl enkrat v življenju mogoče na televiziji, a ne? Ve pa vse. Skratka, kar vam hočem povedati je to, da ne govorite stvari, o katerih nimate pojma. Za razliko od vas je Tamara Vonta tista, ki je prepovedala ne vem koga srce v alkoholu, ki je slovenska tradicija. Ta ista Tamara Vonta je delala v romskem naselju z romskimi otroci vsak dan, nekaj let, in meni vi pameti ne boste solili. Hvala. Seveda je šlo za zlorabo postopkovnega predloga, čeprav v določenem delu se absolutno strinjam. Ja, zdaj do te debate je v bistvu prišlo po tistem slavnem martinovanju, ki je v Krškem zaradi Tamare Vonta odpadel, ker ne mi reči, da zaradi nje ni odpadel, ker če ona ne bi postavljala takšnih vprašanj in opozarjala, da je to neprimerno, bi martinovanje bilo izvedeno. In nihče v tej dvorani ne bi vedel, da je kakršenkoli problem. Zanimivo je to, kar smo danes slišali, da v bistvu ni bilo problem samo martinovanje, pač pa, da je to martinovanje organiziralo društvo, kjer so tudi vidni člani SDS-a. Spravi, problem tega društva v Leskovcu pri Krškem je, da tam ni vidnih članov Gibanje Svobode, očitno v članstvu, ampak so člani Slovenske demokratske stranke. Želimo spremembo zakona, ker ni življenjski. In, drage državljanke in državljani, predvsem tisti, ki ste aktivnih v gasilskih, športnih, turističnih, kulturnih društvah, še naprej organizirajte prireditve, še naprej organizirajte takšne dogodke v šolah, v telovadnicah, na šolskih igriščih in zavestno še naprej kršite zakonodajo, ki je neživljenjska, ki je nenormalna, ki je proti društvu in proti podeželjam. Vas, Ministrstvo za zdravje, pa bi rad videl heroje, ki bo poslal inšpekcijo nekaj mesecev pred volitvam na podeželje in da boste pisali te kazni. Isto bo potem, kot je bilo z drvi, pa kot je bilo s prepovedjo veselic, pa bojleri. Ne, mi nismo nič, narobe ste nas razumeli. Skratka, vedno nekaj zakurte, potem skliznete, potem pa kličete druge, da pridejo gasiti. Tako kot je bilo 14 dni nazaj s famoznim referendumom. Nekaj zakurte, potem pa naj drugi glasijo. In ja, pošljite inšpekcijo, državni sekretar, me res zanima inšpektorja, ki bo prišel na gasilsko veselico s 1000 ljudmi in jo zapečatil, zato ker se na šolskem igrišču toči alkohol. Me zanima, kakšen in na kakšen način bo sam odšel z te veselice. Ali pa pridite vi, državni sekretar, na takšno veselico polet, pa jo prepovejte. Če pa Tamara Vonta že išče varen kraj na tem svetu, kjer ni alkohola, in ga pa lahko priporočim in naj gre tja, Afganistan. V Afganistanu je stroga prepoved alkohola, tako za domačine kot tudi za tujce. Vsaka uporaba alkohola pa se kaznuje z zaporno kaznijo. In enako je tudi v Saudski Arabiji. Tako da, če gospa Vonta išče varen plac pod nebom na tem svetu, naj gre v Afganistan, tam pa ne bo alkohola, tam bo pa tudi videla, kakšne so ženske pravice v radikalnem islamu, ki ga tako zelo zagovarja. Vaša razprava je bila zdaj res izjemno žaljiva.
kontroverzna, tudi napadalna. Pozivanje k kršenju zakonodaje državljank in državljanov, mislim, da to pa si absolutno zasluži opomin. Jaz sem kolega Mahniča slišala in je direktno in neposredno pozival na to, da se zakonodaja krši, kar se mi zdi nesprejemljivo, tudi če to reče kot poslanec na seji. Kolega Mahnič, glede na to, da se radi obregnete vame, ga ni na svetu dovolj alkohola, da bi vas spremenil v možatega, plečatega, moškega z izjemno moškostjo. Tako da ga ni alkohola, ki bi ga jaz pila dovolj, da bi se vi lahko primerjal s tistim, ki ga tako radi imenujete in ki se enkrat rekli, da se celo počutite kot on, ker ni smešno. Zdaj pa lahko zaključim, ura je 10 čez polnoč, moram reči, da se ob tej uri počutim kot Borzuljan v tem parlamentu. Ker ni smešno. Tako da, hvala lepa, v glavnem želim si bolj kulturnih razprav, se popravičujem seveda za tale moj mali izpad, je bil namenjen kot odgovor tistemu, kar poslušam kar naprej. Ampak ja, pozivanje k kršitvi zakonodaje pa to pa je res nekaj, česar si ne smemo privoščiti. Hvala. Zelo strinjam, zato sem tudi kolegu izrekla zadnje opozorilo pred opominom, ker sama rada stopnjujem ukrepe, torej ne izrečem takoj opomina. Preden gre ven in ga ni psihiatra, ki bi vas pozdravil. Zdaj imate pa opomin. In če je tako zavedna pravnica, bivša sodnica, potem naj sama prijavi dogodke, ki kršijo zakonodajo, ker se kršijo tedensko, mi pa želimo nič drugega kot to, da se zakon spremeni, da teh kršitev ne bo več. In to je bila zdaj zloraba postopkovnega, polemizirate s predsednico, ki je niti v dvorani več ni, opomin smo že izrekla, na tej točki pa zaključujem z vsemi razpravami in postopkovnimi in se res pridružujem želji, da dvignemo nekako nivo tega dialoga na nek bolj spoštljiv nivo.